Vaš mož je bil partizan. Moj mož je bil, ja. Imate tudi penzijo potem. Imam. On je bil 15. Brigadi, ja. 15. brigadi. Ja. Aha. Je bil. Znate, kaj nas posebej zanima, bi radi, ker ni bilo še obtirano. Tu smo se pogovarjali s tem Jezerškom, poznate? Sildo. Sildo, ja. Sildo, poznam, ker je boš je punca. Da. Pogovarjali smo se o onem, ko so 42. leta baje pobili tukaj celo eno Cigane, ja, pa niso bili nič krivi. Kako je bilo s tem? Ja, poslušajte, jaz ne vem, jaz sem bila, mož je bil v bolnici, jaz sem pa v Črnomlju po sreči stanovala, ker so otroki, smo kamen tokli, vam povem, ne, gor. Mož je bil po bolnici, mož je pa na cesti delal. No in takrat sam eno v soboto jih je pobralo. Tukaj, mene ni bilo tukaj. Kaj to, cigane, ki so pobijali? Ja. To so domačini delali. Ja, domačinci so to naredili. Seveda niso bili pa nič krivi. Ne bi zdaj še, če bi treba mene to snimati. Otroki mečkini niso bili krivi. Baš me ne briga. Pa so to naredili. To je drugo ne vem, jaz ne vem, kako je to prišlo ven. Zakaj je to prišlo? Ona rebe so žive v jamu metali za Gradcu. Jaz ne morem znati, ne morem reči, koga je to bilo. Treba mater jeba. Sam to vem, ker sem bila mož v bolnici. Jaz sem z otrokami tam kamen tokla. In se je punčka na steklo eno porezalo tukaj na peti, da nisem mogla doma iti. Se verjetno bi mene takrat. Ja, ne vem, če bi mene tudi krivo, pa nisem bila nekaj. Kje so to? To je bilo tukaj gor pri cesti. Pri cesti s tem naselju? Ja, gor, ono naselje. To so celo naselje postrelili? Vse celo naselje, ja, kaj so dobili, ne. Nekaj je bilo v Črnomlju, tu kamen tokli pa tole, niso bili tukaj. Kar so pa tukaj dobili, pa so vse. Koliko jih je pa bilo to približno? Ja, jih je bilo čez 62 jih je bilo. Čez 62 družine je bilo tole. Kako so one rebe iz rebe? A zakaj je to bilo, vam ne moram reči. Ja, pa niso bili vsi krivi. Ja, to so pa domačini krivi bili, ker... Če je eden bil kriv, ni vsi. To so domačinci krivi bili, no. Ja, nekaj so rekli, da je eden izdajal. A ja? Ja, za onga. Za Italijane. Ja, pa če oni izdajo... Pa bi njega mogli dobiti. Pa bi mogli njega dobiti. Pa njega ubiti, to ni bilo lepo. Kdo je pa to, kdo je pa jih streljal, kdo je to? Kdo pa ve, kdo pa mi ne moramo videti. A ja, to je takrat je bila... Mlada sem res, sem bila takrat... Takrat je bila vojna, ne moram reči, kjer je, kaj je... Ja, pa so tukaj še živi. Da, ne vem, no. Ne moram povedati. Ki je to delal. Ker je bila vojna, ne moram znati, kjer je in kaj je bilo. Katerega mislite? Zakaj se to bilo, ne moram znati. Oni par so potrkali. Ne moram reči, no. Jaz ne moram reči, ker je in zakaj je... Pa da je on ga da, ker je kriv, naj da. Da so jih odpeljali. To je lahko rečem, da otroci, cele dojenčki pa so ne bilo krivo. Koliko je pa bilo dojenčkov? Predsedcajta. In noseče ženske, to niso, da se ubili, pa je tako je neko žive v jamu metali še živi. Tisti otroki ne vejo nič. Kje so jih pa to pobili? Gor za Gradcu. Ne vem, kam so jih dali. Vem, ki smo smekte sadili, ki so. Ne vem, kam so jih odpeljali, sam Gor, Ne. Ne veš ti? Vem pa jaz, ki so. Ne vem, Vi veste, kje je to mesto? I ta Franceve, za Gradac, tu gor pri Mitleru. Sem Zvonka Štrbenc. Trenutno se nahajamo v kočevarski vasi Zagradec pri Bistrici v občini Črnomelj in sicer na prostoru, kjer naj bi bilo morišče pobitih Romov iz Knižerice. Zato sem se začela zanimati, ko sem obiskovala program Uspešno vključevanje Romov v vzgojo in izobraževanje na ZIK-u v Črnomlju in raziskovala zgodbo, ki je krožila med ljudmi o poboju Romov iz naselja Knižerica. Prišla sem v kontakt z gospodom Joškotom Majerletom iz Griča, ki mi je povedal zgodbo in sicer kot
po vojni je kot pastirček pripeljal živino na pašo v Zagradec, ker ta vas je bila prazna. Med vojno so jo Italijani požgali, Kočevarji so se pa že leta 1941 izselili. Na paši se je zabaval in naenkrat je opazil, da se vse njegove krave združene na enem kupu. Šel je pogledat in ugotovil, da so krave lizale kosti, človeške kosti. Zgrozil se je in hitro popokal vse živali in odhitel domov. Gospod Joško Majerle mi je pokazal tudi mesto, kjer je bilo takrat, ko smo mi to leta 2009 obiskali, še vidno, da je nekoliko znižano, danes je vse zaraščeno in to je približno 200 metrov pod lovskim domom Zagradec. V zvezi s to nalogo sem obiskala tudi gospoda Tudijo v Novem mestu in sicer mi je on povedal grozljivo zgodbo svoje mame. Ko so partizani, sami domačini, prišli v naselje v Kanižarico in zbudili speče Rome o 5. zjutraj, so bili ti Romi vsi preplašeni, prestrašeni, vendar so jih nekako ti partizani, ki so prišli v naselje, so bili sami domačini, oni so jih poznali in so jim zaupali, rekli so jim, da jih pač peljejo, kjer bodo varni, kjer ne bo nobenih problemov in kjer bodo imeli tudi dovolj hrane, vendar pa so Romi kmalu pogruntali, da ni čist tako. Precej jih je celo pobegnilo iz kolone. Med njimi je bila tudi Romka Margita Geta Hudorovec, ki je bila visoke nosečnosti in imela je pa tudi majhnega otroka. In ker ni mogla hoditi, je potem rekla partizanu, ki jih je spremljal, domačin, da jo naj kar tu vbije, da ona več ne more naprej hoditi. In res ji je rekel ta partizan, to je res pretresljiva zgodba, da naj gre v gost in da bo to naredil. In ko sta prišla noter v gost, ji je rekel partizan, beži, jaz bom pa 2-krat strelil. In ona je res bežala in prišla v Črnomelj in je potem to tam povedala, kaj se je zgodilo. Čez 14 dni pa je v enem skednju v Črnomlju rodila mamo od gospoda Tudije. In še bolj mi je bilo pa šokantno, torej pretresljivo to, ta Romka, ta Tudijeva mama je imela fanta, mlade, Romke imajo mlade pač fante, je bila 16-letna in je bila v Kanižarci v gostilni. In tam je bil pa tudi en možakar in ker je bila muzika, je šel to lepo Romko iskat, da bi z njim plesala. In mu je pa rekla, čujte, jaz ne morem z vami plesati, ja imam fanta. Pa je pa on rekel, kaj ne boš z mano plesala, saj jaz imam rad cigane. In ji je povedal, kako je on eno ciganko, ki bi jo mogel streljiti, jo je spustil, nosečo, da je najbrž še živa. In pa je ta deklica rekla, kaj? To sem pa ja. Jaz sem se rodila in pa sta do jutra plesala. Kdo je bil to? Ta partizan je bil iz Semiča, pisal se je pa Konda. To mi so tudi Romi povedali.